Lepo pozdravljeni. Letos smo vam z Zelenim svetom pripravili spet nekaj posebnih paketov, nekaj res zanimivih okrasnih trajnic in pa tudi drugih rastlin. Pa naj naredim en tak kratek pregled letošnje ponudbe z nekaj poudarki. Na začetku bi se kar dotaknil ene posebne alpske rastline, take zelo tradicionalne zdravilne rastline. To je rumeni svišč ali košutnik, nekateri rečejo kar encijan. Poznamo ga predvsem namočenega v žganju, namakamo seveda koreniko. Gre za seveda zaščiteno rastlino, ki jo ne smemo izkopavati, po drugi strani pa je do sedaj praktično ni bilo moč pri nas kupiti v obliki sadik. No, mi smo se potrudili in vam jo letos tudi ponudili v svojem ločenem paketu. Potem druga, taka okusna rastlina je robida, ampak to ne kar ena navadna robida. Vemo, da klasične robide potrebujejo precej opore, so hitre rasti, delajo dolge poganjke. Tokrat pa imamo opravka z eno res simpatično noviteto. Gre za robido z zelo kratkimi poganjki, ki pa se za povrhu še nekoliko usločijo, tako da jo lahko mirno posadite kar v cvetlični lonec ali pa kakšno krasno visečo košaro, tako kot bi sicer kakšne balkonske rastline. Prednost tega je še, da je na voljo zelo blizu hiše, kar na balkonu, lahko tudi na terasi, in pa otroci jo seveda obožujejo. Prenovili, če lahko tako rečem, smo tudi zelo priljubljene pakete, to so skalnjaki oziroma paketi za cvetoč skalnjak. Dodali pa recimo, če omenim samo en dodatek, kar nekaj lepih sort, krasnih dišečih, polnjenih nageljčkov. Vsi ljubitelji vrtnarjenja v senci bodo prišli na svoj račun tudi z novim svežim paketom čudovitih host. Vemo, da nam v senci pogosto zmanjkuje nekaj barve, nekaj vedrega, in te hoste s svojimi pisanimi listi vsekakor doprinesejo nekaj te pestrosti, barvitosti v teh malce bolj temnih delih vrtov. Vsekakor je ena posebna prednost so tudi raketice ali bakljaste lilije. Nekoliko smo se odmaknili od tiste klasike, včasih smo sadili predvsem dvobarvne rumeno-oranžne barve. Tokrat pa imamo socvetja na voljo v ločenih barvah, in sicer v oranžni, medeno-rumeni in pa belo-zelenih odtenkih. Velika prednost je pa tudi ta, ne samo, da so to dolgožive, trpežne trajnice, tudi za slaba tla, za suha tla in pa žgoče sonce. Te sorte vse procvitajo, tako da smo nekaj barve deležni ne le enkrat v poletju, pač pa vse tja globoko v jesen. Ena posebnost med zvončnicami, tudi v ločenem paketu zvončnic, je recimo ena krasna sorta s posebnimi cvetovi, katere pravzaprav še nismo videli na slovenskih vrtovih, in sicer ti cvetovi nekako posnemajo tako temno-vijolično hobotnico, tako da je res nekaj enkratnega. Pa če se še malce dotaknem recimo lesnatih rastlin, bi tu dodal še omembo brogovite, take kompaktne različice, nekateri rečejo tudi kar snežna kepa, pa to ne zastonj. Namreč konec pomladi in pa v začetku poletja v bistvu razvije taka krasna, gosta socvetja v seveda snežno-beli barvi, in ta socvetja dejansko spominjajo na snežne kepe. Sam grmiček je pa nizek, zarazijo ga držimo lahko tudi samo na 1 metru do maksimalno 1,5 metra. Tako da je primeren pravzaprav za čisto vse, tudi najmanjše vrtove, celo večje okrasne posode ga lahko posadimo. Za konec bi dodal še morda omembo recimo velikocvetnih maslenic ali himerokalisov, kot jim nekateri rečejo kar znanstveno. Spet trpežne trajnice, dolgo cvetoče v poletju, mi smo pa izbrali tokrat res zelo močne, barvite sorte z velikimi cvetovi in pa take sorte, ki res nastavijo ogromno popkov. Tako da le vas vabim, da preglejte vse te pakete, na voljo je res veliko novih in pa lepih rastlin.